Lep pozdrav na današnjem spletnem dogodku. Moje ime je Aleš Šoba, z menoj je tudi Aleš Grbič, upravljavec, ki med drugim tudi upravlja sklad Infond Tehnologija. Zdaj, dogajanje letos na finančnih trgih je bilo dokaj pestro, predvsem meseca aprila smo videli kar malo večji upad, predvsem zaradi uvedbe carin, Trumpovih carin na uvoz blaga v ZDA, ampak kot je značilno za delniške trge, so se ti dokaj hitro pobrali in bi rekel, danes doživljamo nove rekordne vrednosti. V ospredju so znova tehnološka podjetja in marsikoga spominja to na okolje iz konca 90-ih, ko smo imeli evforijo okrog interneta. Tako da vlagatelji se upravičeno sprašujejo, kako si to razlagati, kaj sledi, kako se obnašati. Tako da, se pravim, to bom probala danes tudi pokomentirati. Zdaj pa, če kar začnemo, torej letošnje dogajanje na trgih, se pravim, nekaj pretresov, nekaj upadov, ampak znova rekordno. Kako ti gledaš, Aleš, na bistvo dogajanje, odzive trgov v letošnjem letu? Ja, res letošnje leto je bilo zelo zanimivo in tudi zelo dinamično, polno preobratov in tudi lepo ponazarja ta prvi graf in tudi ti ključni dogodki, ki so izrazito vplivali na razpoloženje vlagateljev in gibanje trgov, kot si že omenil, recimo Trump je tisti, ki zaznamuje potrpljenje vlagateljev in tudi zanimivo je bilo, da po Trumpovi ponovni predsedniški izvolitvi so trgi zelo hitro nekako dosegli nove rekordne vrednosti in v precej primerih so postali pretirano optimistični. In tudi zato je prišla taka še dokaj huda streznitev. In če si predstavljamo, da so določene delnice padle tudi več kot 50% od vrha, ni bilo čisto nič nenavadnega, nekatere še več, ampak na drugi strani pa je ta globalni delniški indeks MSCI All Countries imel skoraj 20% padec od vrha. In normalno, da so bili trgi zelo nihajni, ampak tudi na drugi strani so bili pa zelo odporni in po vsakem tem večjem šoku je sledilo dokaj hitro okrevanje in tudi doseganje novih najvišjih vrednosti. Zdaj pa, če pa pogledamo nekako iz distance na to preteklo dogajanje, vidimo, da nič ni pretirano nenavadnega glede na zgodovino in statistiko delniških trgov. No, zdaj mogoče evropski vlagatelj, kot vidimo na grafu, mogoče ni doživel teh novih rekordnih vrednosti, podobno kot ameriški vlagatelj, saj kot vemo, v prvih 9 mesecih letos je evro močno pridobil nasproti dolarju, več kot 15%, in to se tudi pozna pri vlagateljih, ki nalagajo recimo v ameriške delnice. Dobro, zdaj pa recimo, marsikdo zdaj to dogajanje ga nekako spominja tudi na 90-ta leta, tudi evforija okrog interneta, danes imamo umetno inteligenco. Kako gledaš ti na te primerjave? Ja, primerjava se mi zdi izredno primerna, izredno ustrezna in tudi na grafu lepo vidimo podobno gibanje ameriškega delniškega indeksa S&P 500 v obeh teh opazovanih obdobjih. In tudi zdaj, če pogledamo povprečna letna donosnost, je dokaj podobna, res da v prejšnjem obdobju še boljša kot v tem zadnjem, ampak dejstvo pa je, da je umetna inteligenca, da je ta neka nova prebojna tehnologija, ki bo povzročila precej sprememb v poslovanju podjetij, posameznika in tudi nenazadnje same družbe. Življenje se bo precej spremenilo oziroma se že spreminja. In zato tudi ta podobnost z evforijo v 90-ih letih je zelo očitna, In tudi te tehnološke delnice oziroma delnice iz sektorja informacijske tehnologije in delno-komunikacijskih storitev so ponovno v ospredju in vrednotenja so tudi povišana. In vlagatelji pa lahko že opažamo zadnje čase, da tudi dokaj neracionalno iščejo naslednjo vročo zgodbo. Obstaja pa razlika, glede na preteklo obdobje, da je trg danes precej bolj pregleden in podjetja pa so tudi precej bolj previdna zaradi preteklih izkušenj, so tudi manj zadolžena, imajo malo boljše poslovanje oziroma kar nekaj boljše poslovanje in tudi likvidnost je precej boljša. No, vse kot si omenil vrednote, tukaj, to bi rekel, kar najbolj skrbi vse opazovalce je, da se ne bo ponovila zgodba s konca 90-ih, da so pač mogoče malenkost povišana vrednotenja. Kako ti gledaš na to? Ja, res je, na grafu se lepo vidi, da so vrednotenja nekaj višja, ampak še vedno občutno nižja, kot pa na vrhu leta 99. In tudi, če uporabimo kot merilo vrednosti oziroma precenjenosti, podcenjenosti razmerje med tržno kapitalizacijo in pričakovanim dobičkom za ameriški delniški indeks S&P 500 za naslednje leto,
vidimo, da smo nekje 20% niže kot na vrhu leta 1999. Kaj pa trgi zunaj ZDA? Zdaj vedno govorimo o ameriških delnicah, povišana vrednotenja. Zdaj zunaj ZDA, bi rekel, ostali trgi niso tako problematični, ne? Ja, vrednotenja izven Združenih držav Amerike so znotraj nekih zgodovinskih povprečij, kar se lepo vidi na grafu, torej krivuljo modre barve, in so tudi zanimiva za dolgoročnega vlagatelja. In tudi, če gremo k številkam, da vidimo, da kotirajo tudi trenutno delnice oziroma delniški indeksi zunaj ZDA pri 15-kratniku dobičkov za leto 2026. In tudi potrebno pa je poudariti, da vseeno ta primerjava ni čisto enaka, ker je struktura ameriškega delniškega indeksa kaže, da ima recimo sektor informacijske tehnologije kar 34% in ta sektor je dosti više vrednoten zaradi pričakovanih stopenj rasti, dobička, prodaje. In zdaj pa, če pa pogledamo cel svet brez Združenih držav Amerike, pa vidimo, da ima samo 14% sektorja informacijske tehnologije v svoji strukturi. In zato potem tudi lahko lažje razložimo takšno razliko. In tudi sama Evropa ima samo dobrih 7% sektorja informacijske tehnologije in ima precej več sektorjev z nižjimi stopnjami rasti, kot so industrija, finance, zdravstvo. In tudi, kar mi je bilo zelo zanimivo, pa je, da so razvijajoči se trgi, da imajo kar 25% tega sektorja, ampak vse po zadnji rasti je to popolnoma normalno, ne? To je res dobro. Ena značilnost bi tudi rekel je, da so najvišja vrednotenja, torej zakaj so vrednotenja povišana, predvsem zaradi največjih podjetij, ne? Ampak po drugi strani so pa ta podjetja tudi bolj kvalitetna, ne? Tako da, to govorimo o tako imenovanih teh veličastnih 7 podjetij ali pa bi rekel top 10 podjetij. Si ta podjetja zaslužijo višja vrednotenja, po tvojem mnenju? Ja, ko pogledamo oziroma tabelo, oziroma primerjamo ti dve tabeli iz leta 1999 in zdajšnjo, kot je lepo na grafiki predloženo, vidimo, da so vseeno, da so podjetja, ta tehnološka podjetja so imela leta 1999 mediano za pričakovano razmerje med tržno kapitalizacijo in dobički okoli 41, sedaj pa je okoli 30, ne, in vidimo, da so približno 27% niže kot pa takrat, ne. Ampak vseeno so pa ta vrednotenja so povišana, ampak ne ekstremno visoka in tudi lahko bi rekel, ne, da so ta vodilna podjetja v sektorju informacijske tehnologije, da si večinoma zaslužijo ta višja vrednotenja in tudi kvaliteta njihovega poslovanja je občutno boljša kot pred 25 leti. In običajno imajo ta podjetja, večina izmed njih ima izrazite konkurenčne prednosti, ki izhajajo ali iz intelektualne lastnine, mrežnega učinka ali pa ekonomije obsega, pa ne nazadnje tudi stroškovnih prednosti. Dobro, zdaj, kot smo dejala, ne, zdaj, če gremo mogoče še malo bolj to zgodbo umetne inteligence, kot smo dejala, glavno gonilo na trgih je seveda zgodba umetne inteligence, izgradnja podatkovnih centrov, da sploh lahko ti, bi rekel, modeli umetne inteligence delujejo. In bi rekel, od prihoda ChatGPT-ja novembra 2022 so delnice predvsem zaradi tega močno pridobile, ne. Ja, na grafu lepo vidimo pretekle in pričakovane skupne investicije v infrastrukturo umetne inteligence, predvsem velikih oblačnih ponudnikov, in vidimo, da v letu 2024 so te investicije dobile silovit pospešek, ne, in so se povečale iz 154 milijard leta 2023 na 239 v lanskem letu. In normalno je tudi, da so podjetja, poslovanje podjetij je sledilo tem številkam, zato tudi takšna visoka rast delnic. In tudi v letošnjem letu se še pričakuje nadpovprečna rast nekje na 380 milijard ameriških dolarjev in potem v naslednjih letih bi se naj pa ta rast upočasnjevala nekje na 448 oziroma 490 milijard dolarjev. V bistvu so res ekstremne številke, bi rekel, primerljivo z preteklimi temi izgradnjami infrastrukture, kot so bile, ne vem, železnice, tudi optični kabli v 90-ih. Zdaj po oceni Morgan Stanleya naj bi v bistvu skupen znesek v letih od 2025 do 2028 znašal skoraj 3000 milijard, to je, bi rekel, nepredstavljivo. In polovico tega naj bi financirali ti največji oblačni ponudniki, največja podjetja iz lastnega denarnega toka.
Druga polovica pa je financirana v bistvu predvsem kot z zadolževanjem. Ne? Zdaj bi nas morali te, bi rekel, ekstremne investicije skrbeti. Ja, vse vprašanje je zelo na mestu, ampak dejstvo pa je, ne, da so te investicije glavni motor rasti tehnoloških delnic, predvsem po prihodu ChatGPT-ja in podobnih teh modelov. In ko se je povpraševanje po računski moči in tudi infrastrukturi, ne, je dejansko eksplodiralo in umetna inteligenca potrebuje res ogromno računske moči in tudi zato rabi izjemno zmogljive podatkovne centre in tudi specializirane čipe in tudi veliko električne energije. In tudi dejstvo pa je tudi, da poteka tekma med tehnološkimi velikani, kdo bo prevzel vodilno vlogo na področju umetne inteligence in oblačnih storitev in zato lahko dosti lažje, če to razumemo, dosti lažje razumemo višino teh investicij. In tudi zanimivo je, da tudi Evropa in Azija sledita tej tekmi in tudi sama Evropska unija bi naj vložila v infrastrukturo za umetno inteligenco kar 200 milijard evrov, neverjetno. In tudi te investicije ne nazadnje pa prispevajo k konkurenčnim prednostim podjetjem in tudi pa povišujejo multiplikativni učinek, ne, in tudi povpraševanje pa še vedno narašča. Moram povedati tudi, da vseeno, da pa lahko pride do prekomernih investicij, ne, ki lahko presegajo realno povpraševanje, ne, kar bi tudi privedlo do presežka kapacitet. In če te rešitve umetne inteligence ne bodo dovolj hitro prinašale dobička, pa lahko to pride do pritiska, ne, na dobičkonosnost podjetij. Dobro, zdaj, če se še mogoče pomaknemo samo k drugemu pomembnemu, bi rekel, dogodku, ki je bil v septembru, to pa je v bistvu nižanje obrestnih mer strani Ameriške centralne banke, torej Feda. Kaj pravi zgodovina, ko Fed niža, ne? Kaj to pomeni za delniške trge? Ne pomeni nič slabega, ne, in dejansko, ja, ključna dejavnika, ne, ki sta omogočila, da je Fed znižal obrestno mero, sta ta, ne, da Fed pričakuje, da se bo inflacija zniževala, ne, in jih ni ta enkraten vpliv carin jih ni zmotil in tudi ohlajanje trga dela jim omogoča, da lahko znižujejo obrestno mero in tudi ob tem pa še obstaja gospodarska rast dokaj solidna, ne, in tudi trgi so pričakovali že nekaj mesecev zniževanja obrestnih mer, ne. In ravno to, kar si omenil, ne, da je potrebno poudariti, ne, da kadar je Fed znižal obrestno mero in ni bilo recesije, je bilo to pozitivno za delniške trge in tudi vidimo na tej tabeli, da so bili po letu 1980 ameriški trgi brez izjeme dosti više v primeru, ko smo se izognili recesiji. In imamo tudi 2 leti, ko je bilo drugače, ne, v letih 2001 in 2007, ampak takrat je Fed nižal zaradi težav v gospodarstvu. In se strinjaš, ne, da je naš ta pogled. Jaz bi rekel, vse tukaj imamo odebeljeno, tukaj je to leto 98, tako da zakaj nekako, to je tudi naš pogled, mogoče nas spominja to na leto 98, kaj se je takrat zgodilo? Ja, res, graf kaže izjemno podobno dinamiko kot v takratnem letu in takrat je Fed tudi znižal obrestno mero septembra in potem je sledila izjemna rast delniških trgov in trgi so dosegli nove rekordne vrednosti, čeprav so že predosegali rekordne vrednosti in vse do vrha leta 1999. In takrat pa je pač Fed moral nižati zaradi zunanjih šokov in ohlajanja gospodarstva. In tudi takrat so bili trgi na rekordnih vrednosti. In samo, kar želim poudariti, ne, je, da je nižanje obrestne mere dalo še dodaten veter v hrbet. Ja. Dobro, zdaj dobena pot navzgor, pa vemo, ne gre brez korekcij popravkov. Zdaj smo imeli izjemnih 5 mesecev na delniški trgi, vse od aprila pa do danes. Torej, je možno brati kako korekcijo in se pravim, kot pa vedno pravim, je to nekaj normalnega, ne? Seveda, korekcije in faze rasti so kot menjava dneva in noči in tudi medvedji trgi so nekaj popolnoma normalnega, ne, in po tako visoki rasti me pač ne bi presenetilo, ne, če bi trgi kratkoročno upadli. In tu si lahko kot pripomoček vzamemo tudi zgodovino oziroma statistiko delniških trgov in ona nam govori, ne, da so v preteklosti, da je bil popolnoma normalen, je bil padec enkrat na leto za 10 ali več odstotkov, za 15 ali več odstotkov enkrat v 3 letih,
za 20 ali več odstotkov, pa enkrat v 6 letih. In vidimo, ne, da je za trge značilno, ne, da grejo radi iz enega ekstrema v drugi in se kratkoročno se pa gibljajo na podlagi čustev, na srednji in dolgi rok pa na podlagi poslovnih rezultatov in zato vedno govorimo, dajmo izkoristiti te čustvene vlagatelje sebi v prid. Dobro, zdaj, če mogoče potegnemo črto na koncu, torej okolje, bi rekel, ostaja nekako pozitivno, gonilo še vedno umetna inteligenca pa investicije v izgradnjo teh podatkovnih centrov. Vidimo, da na pomoč prihaja tudi FED za nižanje obrestnih mer, tako da korekcije so pa nekaj normalnega. Tako da kaj naj vlagatelj zdaj naredi v tem okolju, kaj priporočaš? Ja, kot kaže, da delniški trgi še niso dosegli ne tako ekstremnih vrednotenj kot v prejšnjem tistem velikem dotcom bablu. Ne. In tudi poslovno okolje tudi še ni pregreto in tudi inflacija pa zgleda, da je prišla pod nadzor. Ne. In tudi ameriška centralna banka je počela zniževanjem temeljne obrestne mere in tudi za vlagatelja, kaj pa naj naredi v tem trenutku, ali naj skače iz vročo zgodbo, ali naj ima ustrezen portfelj, ki je primeren glede na njegov odnos do tveganja in razpoložljiv čas varčevanja. In vse odgovor je tukaj, ne, vlagatelj mora imeti ustrezen portfelj, primeren glede na njegov profil. In v primeru, ne, če bi bil zanj primeren delniški portfelj, je sigurno osnova portfelja globalni delniški sklad, ki je prisoten na vseh regijah in vseh sektorjih in vedno bo prisoten tudi v teh tako imenovanih vročih zgodbah. Ti sektorski ali pa regijski skladi pa naj bojo le bolj kot začimba portfelja. Dobro, hvala, Aleš. Jaz mislim, da lahko mi tukaj zaključimo današnje srečanje. Kot smo dejala, okolje še vedno ostaja pozitivno za delnice, zgodba okrog umetne inteligence se nadaljuje, so določene podobnosti z euforijo v 90-ih, ampak nismo še čisto tam, kar se tiče z vidika vrednotenj. Bi vseeno svetoval vlagateljem, da preden sprejmejo kakšno odločitev, kot je Aleš dejal, naj se posvetujejo z svojim finančnim svetovalcem in se, rekel, glede na svoje okoliščine, potem se jim izbere primeren portfelj oziroma produkt. Tak da. Hvala lepa za pozornost in rekel, še uspešno leto uspešne mesece do konca leta. Hvala.